Večina avtomobilov, ki jih predstavi francoski Peugeot, je namenjena množicam. Tale, ki stoji tukaj ob meni, pa je namenjen le peščici kupcev. Pa ne zato, ker bi bil izdelan v kakšni omejeni seriji, ampak zato, ker je predvsem drag in tehnološko zelo napreden avtomobil. Razred povišenih karavanov, ki sta ga uspešno odprla že Subaru Outback in Audi Allroad, je tako sedaj popestril še Peugeot s svojim 508 RXH. Vendar gre za prav poseben avtomobil, saj je ta na voljo le kot hibrid, pa še to neobičajen, saj gre v tem primeru za kombinacijo električnega motorja z dizelskim. Moči je vsekakor dovolj, ker 147 kW oziroma 200 konjev predelate skupaj, če močno pohodite pedal za plin, in takrat so tudi zmogljivosti prav spodobne. Do 100 km/h recimo pospeši v 8,8 sekunde. Seveda pa je bistvo v majhni porabi, ki naj bi v povprečju znašala le 4,1 litra. V praksi seveda znanstvena fantastika, ampak glede na velikost avtomobila in udobje je še vedno lahko zelo majhna. Še bolj pa postane takšen avtomobil uporaben, ko se zapeljete na kakšno bolj odmaknjeno cesto. Po zaslugi kombinacije dveh motorjev ima namreč 4-kolesni pogon in različne programe, med katerimi izbirate sten gumbov med sedežema. Prav tako je za 5 cm bolj odmaknjen od tal, oddaljenost zdaj znaša dobrih 18 cm, tako da ne bo nasedel na vsaki grbini, ni pa to terensko vozilo, logično. Bistveno je, da se boste lahko zelo udobno in prijetno daleč peljali in se ne pustili presenetiti slabemu vremenu ali cestam. 508 je zelo prostoren avtomobil, notranjost je svetla in prijetna, oprema bogata in če jo nadgradite še s tem pogonom in podvozjem, avtomobil postane kar zanimiva kombinacija vseh svetov. To sicer ni poceni, baje naj bi stal okoli 42.000 evrov jeseni, ko pride na domači trg, in to je tisti razlog, ki sem ga omenil na začetku, da jih ne bo tako veliko, pa bi jih lahko bilo, ker zaenkrat nima prave konkurence.